V naslednjih trenutkih bom naštel nekaj stvari, ki jih ne učijo na šoli, pa bi jih morali. Prva lekcija. Začni varčevati že zdaj. Varčevanje ti bo postala rutina in kasneje si boš hvaležen za to. Recimo, da vsak dan daš na stran 1 evro. To bo v parih letih ful enih evrov. Nujno moraš zaslužiti več, kot porabiš. Obstaja ogromno aplikacij za to. Če ti res nobena ne paše, pa je tukaj vedno dobri stari Excel. Če si najdeš službo, nujno preveri, koliko so drugi plačani za podobno delo. Izkušnje z deljenjem letakov na mrazu ne bodo igrale nobene ključne vloge v tvojem CV-ju, zato zahtevaj pošteno plačilo. Obstaja več mamljivih ponudb, kako hitro priti do denarja. Ena izmed njih je kredit. Kredit je vrsta posojila, pri kateri boš ob vračilu vedno preplačal izposojeno vsoto. Kredit pri bankah ima precej jasne pogoje. Če pa si za en mesec posodaš 100 evrov pri Dekiju iz Kajuhove, je njegova obrestna mera pogosto nedefinirana in lahko raste iz dneva v dan. 10 evrov na dan obresti. Kakšen šamar, kakšna valuta je to? Aja, mislim, jaz ti lahko zdaj vrnem samo 80, pol teh 20 pa obresti bi pa mogel kar v šamarih, ker imam šele 15 štipendijo. Poraženec vedno plača dolg. Samo pomisli na Francijo skozi svojo zgodovino, ali pa Nemčijo v prvi svetovni vojni, Nemčijo v drugi svetovni vojni. Skratka, ne začenjati vojne. Ko greš v trgovino, poleg cene, primerjaj in preveri tudi količine. No, razen pri Dekiju iz Kajuhove. Produkti, ki jih on prodaja, so cenejši v večjih količinah. A kdo je ta Deki? Ni več važen, kaj je v zaporu. Ko potuješ, se zavedaj, da cene rastejo obratno sorazmerno s temperaturo. Bolj, ko greš na sever, dražje je. Denar je treba zaslužiti. Ne zaupajte mailom nigerijskega princa in da vam bo on res poslal ogromno količino denarja. Nigerija sploh nima princa, to je republika z demokratično izvoljenim predsednikom. Na ulici te ustavi Dek iz Kajuhove, ki je ravno prišel iz zapora in ti ponudi, da od njega odkupiš ogromno ene zobne paste. Zraven ti pove, da potem ti najdeš 4 prijatelje, ki bojo naprej prodajali tvojo zobno pasto in boš živel srečno do konca svojih dni, denar pa bo kar kaplal na tvoj račun. To, prijatelj, je piramidni sistem ali pa kriminalna združba, odvisno od tega, kaj je v tubah od paste. Vsekakor prste stran. Skratka, pri denarju vedno uporabi pamet. To je bilo nekaj lekcij, ki bi jih morali učiti v vsaki šoli, pa jih ne. Zdaj pa še odprto vprašanje za javnost. Zakaj nimamo predmeta osebne finance? Deki je naučil life. Ti pa ne bodi kot Deki. Poglejte si še druge videe na našem kanalu. Pa subscribite se tudi.